Slovenska Bistrica se je v nedeljo 3. aprila prebudila v hladno spomladansko jutro. Sneg na obronkih Bistriškega Pohorja pa nas je opozarjal, da še zima ni rekla zadnje besede. Organizatorji pa so v Slovenski Bistrici uspešno izvedli 19. bistriški tek. V okviru Štajersko-koroškega pokala v teku je organizator Zavod za šport občine Slovenska Bistrica po 2 letih premora ponovno postavil bistriški tek na mestne ulice. Letošnja že 19. izvedba je privabila več kot 900 nastopajočih, ki so prišli od blizu in daleč, ki so med sabo pomerili v različnih starostnih skupinah. Temu primerne pa so bile tudi razdalje, katere so morali preteči. V ospredje prireditve je postavljen najdaljši tek na 10 000 metrov za člane in članice. Organizatorji pa so najbolj ponosni na udeležence v najmlajših kategorijah, ki so tudi letos dokazali, da jim predvsem takšni dogodki prinašajo veliko mero druženja s sovrstniki. Se veselimo, da lahko enkrat na leto to ponudimo vsem občanom, občankam. Seveda želje pa je, da ta tek tudi nadgrajujemo, da bomo v naslednjih letih morda ponudili še kaj dodatnega, da bodo dejansko tudi te glavne kategorije na 10 km bolj izpopolnjene, vendar še vedno bi ponovil, ti otroški teki so najbolj pomembni, dajo dušo temu teku in temu bomo vseeno v prihodnosti dali glavni poudarek. Najlepši del teka se je odvil prav čisto na začetku prireditve, ko so svoje majice potili otroci z vrtca. Svojo zadano dolžino teka so opravili kar na osrednjem bistriškem stadionu. S tribun pa so jih spodbujali tudi navijači in to predvsem njihovi družinski člani. Otrokom so smelo do željene ciljne črte pomagale prav njihove vzgojiteljice, ki so bile sila ponosne na svoje zmagovalce, to pa so bili vsi, ki so odtekli to razdaljo, bilo jih je skupaj 350. Na teku so v vsej veličini blesteli osnovnošolci, skupaj 500 jih je teklo in to na različne razdalje, od 500 pa do 1300 metrov. Borbenosti ni manjkalo. Vsi so na čim krajšem času želeli prečkati ciljno črto in tako kot je čisto tekmovalno, seveda zmagati. Kar nekaj tistih z zlatimi kolajnami je spregovorilo tudi pred našo kamero. Hurra, bistriški tek! Bilo je super. Počutil sem se dobro. Na začetku me je bilo malo strah, katero bom bil, ampak na koncu se je vse dobro steklo. Kako je bilo torej zmagati tukaj na teku? V redu, fajn je bilo. Zanimiva tekma pa pač. Na začetku smo se kar fej zagnali, pol pa je šlo. Veliko sem trenirala, pa zelo sem se trudila. Nasplošno mi je bilo zelo težko pri koncu, ko sem ga dala vse od sebe. Ja, bilo je naporno, drugače pa pač fajn občutki tako vedno. Ja. Kje se je po tvojem odločilo na sami progi, kje je bilo najtežji del in kje si nekako prehitel konkurenco? Konkurenco sem zdaj prehitel že na začetku, najtežji del pa je ziher bila ciljna ravnina. Zelo sem ponosna, da sem lahko pač kljub temu manjšemu številu, da sem zmagala, da sem zelo ponosna. Pri mladih je bilo opazno, da si želijo takšno druženje, kot je tekaško merjenje moči s sovrstniki na bistriškem teku. Osnovnošolci iz občine Poljčane so k sosedom prišli kar v številčni zasedbi. Mislim, da nam je šlo kar dobro tudi pač glede slabega vremena, pa da smo veseli, da smo se lahko tudi prišli družiti v Slovensko Bistrico. V glavnem teku dneva na 10 km smo videli kar pisano zasedbo. S konkurenco je opravil član domačega atletskega društva Slovenska Bistrica Klemen Španring. Čas zmagovalca pa 33 minut in 21 sekund. Ja, moram reči, da sem se dobro počutil danes. Na koncu res, da je šlo malo na knap, ampak sem vesel, da sem zmagal na domačem terenu. Kaj ti v okviru tvojega športnega razvanja pomeni tale bistriški tek v tem času? Ja, v tem času je dobra prva tekma, bom rekel, na cesti, letos še nimam dobene desetke, tako da dobra za uvodno sezono in sem res zadovoljen. Ja, je res se dobro potrudil na Slovenski Bistrici, vsako leto z veseljem pridem sem na tek, ker res je dobra prireditev in vedno dobra konkurenca tudi. Zmago v ženskem delu si je z novim rekordom bistriškega teka, ki sedaj znaša 36 minut in 27 sekund, pritekla članica atletskega društva Štajerska Špela Gomza in tako izboljšala prejšnji rekord legendarne Helene Javornik. Proga je malo gor, malo dol, makadam malo vmes, drugače pa super.
tudi organizacija je fajn. Fajn vzdušje, vse. Na najdaljši razdalji je sodelovalo veliko tekačev, ki niso bili obremenjeni z rezultatom. Tekli so namreč za svojo dušo in za nameček nastopili tudi prvič. Ja, bilo je kar naporno. Sicer to je moj prvi tek, začel sem pa pred 2 leti tekati. Da sem zadovoljen z dosežkom. Bom več samo počitek doma. Kakšna se ti zdela proga? Redu, dokaj solidna, ne da bi ne preveč zahtevna, enostavna tudi ne. Odlično. Glede na to, da večina kolesarim, je tale tek danes bil kar naporen za mene. Drugače pa proga vrhunska, malo gor, malo dol, tako da imaš kaj delati. Družinski tek je svojo tradicijo nastopanja tudi letos potrdil in to z nastopom 7 ekip. Vsi so zmogli zadano nalogo, najbolj pa so bili na koncu zadovoljni tisti najstarejši, to je seveda starši. Zmago si je pretekla družina Dovnik. V zadnji disciplini dneva, to je 15. medobčinskega štafetnega teka, se je udeležilo 11 štafet, ki so morale preteči 3900 metrov, vsak posamezni tekmovalec pa je torej pretekel 1300 metrov. Družinski tek je tudi ena posebnost bistriškega teka, tukaj se potem pač družine pomerijo med sabo, vendar to ni tekmovanje tisto prvotno, uvrstitve so tukaj nepomembne. Glavno je, da čim več ljudi se udeleži, da se poskusi, da se podružimo po dolgem času spet malo in to je bistvo tega teka. Kar se tiče štafet, tudi dejansko gre za bolj to, da se ta ekipni duh tudi malo poudari, kar je tudi nedvomno ena od prednosti in da dejansko vsem ponudimo možnost na takšen ali drugačen način, da se udeležijo tega teka.